Vsi lepo pozdravljeni in dobrodošli v seriji videoposnetkov z naslovom Kje se skriva tvoja življenjska energija. Soočanje z diagnozo raka je polno izzivov in ne gre tukaj samo za fizične preizkušnje, ampak tudi čustvene, ki jih pogosto prezremo. Ta serija videoposnetkov je ustvarjena za vas, ki se soočate z rakom ali pa ste bližnji obolelih. Namenjena je temu, da odkrijete svojo notranjo moč in pa življenjsko energijo. V tem videu boste spoznali oziroma zvedeli za povezavo med telesom, čustvi in pa umom. Spoznali pa boste tudi kratko prakso, kako se preko fizičnega telesa povezati s svojimi čustvi, kjer je ujete ogromno vaše življenjske energije, kar pa seveda tudi vpliva na vaše življenje danes in seveda na vaše zdravje. Telo, čustva in so pač neločljivo povezani in ko trpi eno, vpliva na vse ostalo. In raziskave ter predavanja priznanih strokovnjakov, kot so dr. Bruce Lipton, dr. Joe Dispenza, dr. Masaru Emoto, dr. Gabor Mate, kažejo, da miselni vzorci in čustva neposredno vplivajo na stanje in delovanje našega fizičnega telesa. Sami tudi lahko na hitro preverite, v kakšnem telesu, v kakšnem stanju je telo, ko na primer ste v stresu. Ni ravno sproščeno, ne? Lahko občutite kot neko tako napetost, stisnjenost. In ko ste v stanju iskrenega veselja, pa je sproščeno in lahko zaznate tudi tako, kot da bi se telo malo razlezlo. Dobra novica pa je, da se lahko prek zaznav na telesni ravni skozi to napetost, stisnjenost, sproščenost, mehkost, to razlezenost, se lahko povežemo z našimi prisotnimi čustvi. Skozi preproste korake, naprimer kot opazovanje dihanja ali pa poslušanje svojega telesa. Naprimer, če zaprete oči, globoko vdihnete in prikličete v svoj spomin eno konfliktno situacijo, ki se je zgodila. Kaj občutite na telesu? Je to kakšna napetost, dušenje, stiskanje? In kako se počutite ob tem, ko vas stiska, duši? Kakšna so vaša čustva? Je to žalost? Je to mogoče strah? Jeza? Nemoč? A ne, telo nam vedno sporoča, nam vedno govori. Vprašanje pa je, če ga mi slišimo in seveda, če ga upoštevamo. Evo, to je bil samo uvod v notranje čustveno stanje. Samo majčkeno smo pokukali preko fizičnega telesa. Več pa bomo raziskali na delavnici vpliv čustev na zdravje v času soočanja z rakom, kjer bomo skupaj tudi odkrivali tehnike za sproščanje potlačenih čustev. In seveda vabljeni k ogledu naslednjega videoposnetka, kjer bomo raziskali, kaj so čustva in zakaj je njihovo razreševanje ključno za zdravljenje in celostno okrevanje. Če si želite poglobiti to znanje, pa vas res toplo vabim na delavnico vpliv čustev na zdravje v času soočanja z rakom. Več o njej najdete spodaj v objavi pod tem videom ali pa na spletni strani karunaobjem.si. Naj bo to vaš prvi korak na poti k vaši notranji moči in povrnitvi ujete življenjske energije. Se vidimo v naslednjem videu. Lep dan!